svetega evangelija po Luku. Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln svetega duha in duh ga je vodil 40 dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel in ko so ti dnevi minili, je postal lačen. Hudič mu je rekel: če si Božji sin, reci temu kamnu, naj postane kruh. Jezus je odgovoril: pisano je, človek ne živi samo od kruha. Nato ga je hudič povedal gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu dejal: tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in lahko jo dam, komur hočem. Če torej pred me padeš in me moliš, bo vsa tvoja. Jezus mu je odgovoril: pisano je, Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem in ga postavil vrh templja in mu rekel: če si Božji sin, se vrzi od tukaj dol, kajti zapisano je, svojim angelom bo zate zapovedal, da te obvarujejo. In na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Jezus pa mu je odgovoril: rečeno je, ne preizkušaj Gospoda svojega Boga. Ko je hudič končal z vsemi izkušnjavami, se je za nekaj časa umaknil od njega. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, v našem življenju smo zelo večkrat ogorčeni, ko slišimo o rasnem zlu, ki je na svetu, o velikih in mnogih preizkušnjah, trpljenju, vse, kar je posledica greha. Zelo poredko pa smo pozorni na svoj osebni greh, ki je v nas, v naših mislih, naših razvadah, predvsem pa tudi v naših medsebojnih odnosih. In to je tudi končno edino zlo, ki ga moramo in ga lahko sami odstranimo. Zato imamo tudi v cerkvi sveti postni čas, močni čas, čas preobrnenja in pokore. Po postnem času nas Gospod navdihuje in nam daje svojo moč in poseben blagoslov, da najprej naredimo premik od pogleda na zunanje zlo, za katerega nismo krivi in tudi večkrat neodgovorni, na pogled v našo notranjost, katerega krivci pa smo zagotovo mi sami. Spreobrni se in veruj evangeliju. Tako smo bili povabljeni na pepelnično sredo ob začetku postnega časa. Povabljeni smo bili, naj začnemo z razpoznavanjem in odstranjevanjem zla, ki je najprej v našem srcu. Obenem pa smo hkrati prejeli tudi povabilo, naj se trudimo za dobro, ki je v nas, naj zavzema mesto, kjer je bilo odslej slabo in zlo, da bi si z Gospodovo močjo prizadevali za lepo in dobro. Bog nam daje obilnih milosti, daje nam znamenja časa in mnoge pripomočke v življenju cerkve, da ne obupamo, da se obrnemo na Gospoda in da se predvsem tudi duhovno okrepimo. Najprej nam je to potrebno v neke vrste osebni puščavi, umiku v svojo notranjost, v kateri ni vse na svojem mestu in tudi vemo, da ni vse lepo in dobro. Povedati si moramo zelo iskreno, kje smo, kakšni smo in kaj vse v življenju resničujemo. Tega nam nikakor ne morejo povedati drugi ljudje čisto iskreno. Ljudje bi v tem ocenjevanju pretiravali v eno ali drugo smer. Lahko bi nas hvalili in nam pripisovali lastnosti, ki jih v resnici nimamo, ali pa bi nam pripisovali tudi nekaj slabega, nekaj takšnega, kar nikoli nismo in tudi ne bomo storili. Prav spoznati samega sebe, pravilno presojati svoje življenje, svoje delovanje, svoje namene, hotenja, ravnanja, svoje odnose, če smo iskreni, ni lahka stvar.
Ni lahko tudi zato, ker so naše razumevanje sebe, svojega bližnjega in vsega, kar je v človeškem življenju povezano, prikrade hudi duh. Ta nam bo predvsem govoril, da v resnici sploh nismo slabi, da v nas ni nič slabega. Naj se nehamo sekirati okrog svojih slabih navad in ravnanj, ker jih ni. Tako se je spravil na samega odrešenika Jezusa Kristusa, kako smo prebrali v današnjem evangeliju. Hudič noče, da bi Jezus izpolnil svoj načrt odrešenja, zaradi katerega je tudi prišel na svet. In tudi noče, da bi mi z njegovo pomočjo resničili svoje življenje, da bi živeli lepo, srečno in blagoslovljeno. Kajti Satan hoče vedno nesrečne ljudi, ki so mu sužni. V ta namen človeku ponuja troje: bogastvo, slavo in oblast. Satan noče srečnega človeka, ki pravi, da ima dovolj materialnih dobrin za življenje, da ne potrebuje več, kot ima, in da potrebuje predvsem Boga, da bi tisto, kar ima, tudi usmislil. Satan hoče, da je človek nenasiten v iskanju slave, da hoče še in še, da hoče pozornosti od ljudi, poklonov, priznanj in pohval. Nikoli jih ne bo, to vemo, da bi bil človek popolnoma potešen. In tudi oblast. Drugi ljudje ne samo, da me hvalijo, naj se me tudi vsaj malo bojijo, tako si večkrat mislimo. In bali se me bodo, če bomo imel nad njimi oblast, vsaj za malo, da jim bom lahko povedal, kar jim gre. S temi izkušnjavami, dragi bratje in sestre, se je hudi duh najprej spravil nad samega odrešenika. In Jezus se je uspešno uprl tem izkušnjavam in hudega duha tudi odgnal. To mu je uspelo za uresničevanjem Božje besede. Dovolj je bilo, da je Satan odgovoril z besedami Svetega pisma, zapisano je, da to in to stori in da Boga resnično moli. Tudi v našem življenju, dragi bratje in sestre, ima Božja beseda, ali bi vsaj morala imeti pomembno mesto in veliko moč. Kaj ti postaja, če ji verujemo, učinkovito orožje proti zapeljevanju hudega duha. Kar je veljalo za Jezusa Kristusa, Božjega Sina, velja tudi za nas čisto grešne, umrljive ljudi. Za nas je Božja beseda hrana. Božja beseda je tudi za nas orožje proti vsemu hudemu. S tem orožjem je Kristus zmagal in tako bomo tudi mi zmogli zmagovati. Na Božjo besedo Satan nima na zalogi nobenega ugovora več, ker je vse, kar je Božje, proti njemu. Tudi za nas ima Božja beseda enako moč, je hrana in pot našega življenja. Naše besede, naše govorjenje hudega duha nikoli ne bodo ustavili, kajti njega ne ustavi nobeno človeško ravnanje, znanje, tudi nobena človeška iznajdljivost. Vsemu temu se on dobro opira in smeji. Edino, pred čimer bo odnehal, je Bog, Božja beseda, tisto, kar je sveto, tisto, kar je od Boga. Tista, ki jo imamo v svojem srcu, tista Božja beseda, iz katere živimo in po kateri se je treba vedno in povsod tudi ravnati. Hudi duh nas preizkuša in nas želi odvrniti od te Božje besede, ker se je boji, ker je zoper njegovega delovanja. Boji se vsega, s čemer nas je Bog zaznamoval od svetega krsta naprej, po vseh darovih, ki nam jih daje za lepo krščansko življenje. Satan se trudi, da bi nas od tega odvrnil, da bi se požvižgali na svojo krstno milost, na moč drugih svetih zakramentov in da Božje besede ne bi pustili v svoje srce, da bi jo lahko izpolnjevali. Tudi žal ne brez uspeha, kajti mnogokrat tudi kristjani podležemo vsemu slabemu. Ali je Sveto pismo za nas prva in zadnja knjiga, ki jo bomo ne le odprli, ampak tudi premišljevali? Ali je Božja beseda zares živa in učinkovita in deluje v mojem življenju?
ali včasih lepši in boljši rumeni tisk, ali vse tisto, kar je človeško in nas zainteresira ob hipu. Satan nas z vsemi takimi stvarmi skuša prepričati, da ne bi resno vzeli klica svetosti, da ne bi premišljevali Božje besede in se tudi po njej ravnali. Dopoveduje nam, da nas bo Bog itak rešil, da nas čakajo odprta nebesa, saj je Bog vendar ena sama dobrota in eno samo usmiljenje. Z besedami na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Tako je tudi povedal samemu Gospodu. In to je hudičeva zanka, če jo napačno razumemo. Bog bo zate vse naredil brez tvojega truda, brez tvojega spreobrnenja. Pomislimo samo na priliko o izgubljenem sinu ali usmiljenem očetu. Poudarjamo samo očetovo brezmejno in neskončno usmiljenje, vse to je res dobro in prav. Toda, ko nam Satan pripoveduje to priliko, zamolči bistveno. Očetovo usmiljenje se je namreč zgodilo, ker se je sin prej pokesal in spreobrnil. Tega nam on ne bo povedal in če ne razumemo prav teh stvari, potem je včasih drzno v zaupanje v Boga velik greh, ker sami ne bomo storili tistega, kar smo dolžni sami storiti. Kako zlahka kristjani pustimo, da slava tega sveta začenči slavo, ki pripada Bogu. Če v našem življenju pogledamo, lahko ena sama športna zmaga pritegne več pozornosti, kot vsa Božja navzočnost v cerkvi v sveti Evharistiji in mnoge druge stvari, ki so sicer lepe in potrebne na telesni ravni v našem življenju, toda zavedajmo se, da brez Boga tudi ona stvar ni na pravem mestu. Hudič nas skuša prepričati, da bomo uspeli, če odpišemo Boga. Satana zamenjamo z resnico. Tisto, kar je zlagano, človeku prikažemo kot dobro. Uspe nam, da nas on prepriča, da ne nosimo v sebi Božje besede in Božje podobe, da je ta svet edino upanje za nas in da je resnično samo tisto, kar se vidi, kar poizkusimo, kar čutimo in otipamo. In če hočemo takšnemu razmišljanju vzeti moč in s tem tudi hudiču, naredimo letos znova na začetku postnega časa zelo osebni sklep. Božjo besedo postavimo v središče našega razmišljanja in predvsem tudi našega ravnanja. Naj bo letošnji poštni čas znova čas milosti, čas naših notranjih pravih odločitev, ki bodo temeljile na Božji blagoslovu, na Božji besedi, na Božji resnici in vsemu temu, kar nam Bog prinaša v naše življenje. To pa bomo lahko resničili tudi v preizkušnjah in izkušnjavah, če se bomo hranili s to Božjo besedo, ki je večna, če bomo molili svojega Boga in ga resnično priznavali in predvsem kot samo tudi njemu služili. Tako preizkušnje izkušnjave tega sveta in našega življenja ne bodo nevarno za naše življenje, ampak bodo prej priložnost za rast v dobrem, za večjo zvestobo Bogu. In tako bomo tudi pripravljenih src vstopili v največji praznik naše vere, to je Gospodovega in s tem tudi našega vstajenja. Amen.